Torej, če govorimo tam 50 kvadratnih metrov v Ljubljani, praktično pod 250 jih ni, gre pa vse do 350. Torej, tudi rabljena težko dobiš po 250. Nove so pa že tam blizu 350. Stanovanja ironično bodo dražja malo, če že niso zdaj kot v Avstriji pa Nemčiji, plače pa zmeri pol nižje. Tako da toliko plač, ko je zdaj, jih bomo tudi rabili čez 10 let za stanovanje, torej se ne bo poslabšalo, ne? To pa zdaj bo. In na celem svetu se nekako cel življenje ljudje ukvarjajo z podplačevanjem svoje nepremičnine. Zberi si ti rabo 200 plač, da si dobil na hišo to stanovanje. Da bi država pač gradila še več stanovanj, pa jih ljudem dajala, ampak tudi neke točke pač prideš tako, imamo še sam stanovanja, nobena država ni tako bogata. 30 let nazaj, koliko divji zahod, takrat je bilo zelo malo pravil, tudi če ni bilo zakona o nepremičninskem posredovanju, ogromno se dela na cash, tudi mimo računov, lahko si kupil mačka v žaklju, lahko si kupil nekaj, pa nisi niti bil lastnik. Zdaj, midva se bova danes z Dušanom pogovarjala o ljubljanskem nepremičninskem trgu, ki je tudi najbolj likviden trg. Tako da, Dušan, jaz bi te za začetek vprašala, ti si na trgu že 30 let. Kakšna je največja razlika, ko opaziš med trgom danes, pa mogoče 30 let nazaj? Ja, razlika je kar očitna, no. Tako danes je to sigurno nek urejen trg, 30 let nazaj, rekel divji zahod, takrat je bilo zelo malo pravil, tudi če ni bilo zakona o nepremičninskem posredovanju. Ogromno se dela na cash, tudi mimo računov, tudi je bilo, niso bile vse nepremičnine urejene, vpisane v zemljiško knjigo, tako da takrat je bilo, pač se dela z nepremičninami seveda, ampak je bil tudi takrat to dosti riskanten posel, ker lahko si kupil mačka v žaklju, lahko si kupil nekaj, pa nisi niti bil lastnik. Danes je pa to zelo, zelo urejen trg, celo mogoče pretirano urejeno, tako da imamo mi res veliko zakonov. Na kakšen način pretirano? Dajva malo to definirati. Torej, papirologija, birokracija je v Sloveniji skoraj najhujših v Evropi, tako da praktično to sicer je dobro za zaščito in kupcev in prodajalcev, je pa mogoče teh papirjev preveč in zaradi tega tudi se toliko počasi gradi, zaradi tega so tudi cene toliko višje. Se bova še pol dotaknila. Dajva zdaj mogoče najprej o cenah kakšno reči. Kakšne so cene po tvojem opažanju? Zdaj vemo, kaj je pač na Gursu, ampak po tvojem opažanju cene za neko povprečno rabljeno stanovanje dvosobno 50 kvadratnih metrov, koliko bi recimo odšteli? Pa kakšne so kje razlike v mikrolokacijah? Ja, to so torej, če govorimo tam 50 kvadratnih metrov v Ljubljani, praktično pod 250 jih ni, gre pa vse do 350. Torej, za rabljena stanovanja? Tudi rabljena težko dobiš po 250. Nove so pa že tam blizu 350. Kaj pa mikrolokacije, kjera je najbolj zaželena, kjera je najdražja, kjera so malo cenejše? Recimo, kje bi nekdo, ki ima malo manjši budžet, lahko danes pa še kaj normalnega našel? Če tako malo povzameva. Ljubljana je cela draga, zdaj pa cene so nekje tako bazirane, nekje, če vzamemo Prešernov spomenik v centru Ljubljane, tam, če si pol ure peš od tam, so cene res visoke. Tudi ta konc zdaj, ki smo tukaj, je rado kar drag, kljub temu, da je malo bolj oddaljen. Drugače pa top lokacije so še zmeri, torej center, Rožna dolina, kakšen Kodeljevo, to je pač recimo ta špica, kjer cene so lahko tudi do 10.000 na kvadratni meter, Vse, kar je pa dalje, pa recimo tam, pri novogradnjah od 6.000 naprej, pa rabljenih, pa tudi rabljena so že redko kdaj pod 4.000. Zdaj uradni podatek je 4.500 evrov na kvadratni meter za rabljeno stanovanje. A drži to, opažaš to tudi na trgu? Pod 4 skoraj ne dobiš več, torej 4,5 je že ugodno, danes vsaj pri nastavljenih cenah. Ljudje hoče že 5,5 za rabljena, kar v bistvu je veliko preveč vizavi cenam novim stanovanjem. Ja, mogoče imajo res prodajalci mička nerealistična pričakovanja in to bova tudi se kasneje dotaknila tudi te teme. Ampak zdaj konkretno, stanovanja rabljena so se v 5 letih v Ljubljani podražila za 46%. Zdaj to, meni se zdi, da je to kar veliko. Kaj je po tvojem mnenju razlog za take podražitve? Jaz recimo velikokrat slišam, da je to zato, ker pa recimo tudi neka moja teorija, povpraševanje raste in pač ne zadostuje ponudbi. Ampak po drugi strani se mi pa zdi, da Ljubljana pa Slovenija spet nima toliko ogromnega pritoka ali dojenčkov ali pač novih priseljencev,
Tako da ne vem, a res toliko zaostaja gradnja, oziroma kaj se tebi zdi razlog, zakaj toliko rastejo te cene? Ja, faktorjev je več, ne. Torej, pač itak je bila inflacija zadnjih 5 let kar visoka, ne, tako da že to podraži. Potem glavni razlog je pa to, da je stanovanje enostavno premalo, torej je v bistvu ponudba veliko manjša od povpraševanja. In to pač avtomatično cene dviguje. Tako da recimo, kljub temu, da Ljubljana ne raste to kot večja mesta, raste, ne, torej vsak let je v Ljubljani toliko in toliko novih ljudi, pride iz drugih koncev Slovenije, pridejo tujci in recimo pa tudi, če rast samo rečemo 5000 ljudi, da zraste na leto in tam nekje zadnjih par let dejansko raste, ne, zgradi se pa mogoče 500 stanovanj v povprečju na leto, ne. In to je logično, če bo ta razlika med prihodom novih prebivalcev Ljubljane pa gradnja taka, ne, bojo cene rastle in cene še rastejo. Tudi ne bojo nehale rasti, tako da bi padle ne bojo, ker je pač ni dosti na trgu. Ne. Ker je zanimivo, recimo, če beremo kakšne medije, ne, veliko naslovov, kjer piše, da se počasi trg ohlaja, da se cene ali stagnirajo ali pa upadajo, pa veliko je tudi tega, da pravijo, v bistvu, da se sploh ne prodajo po oglaševanih cenah. Tako da ti bi rekel, da ne opažaš v bistvu tega upada cen. Ne. Torej, cene ne padajo, torej cene še rastejo. A to zdaj govoriva za rabljena stanovanja, novogradnje ali za vse? Vse. Torej, še zmeri, torej novogradnje cene še rastejo, rabljena še rastejo, tudi število transakcij, število prodaj tudi raste. Torej, da spet trg raste, na vrhuncu se je prodalo okoli 12 000, je bilo transakcij na leto v Sloveniji, ne, pol je to padalo skoraj na enih 7000 lani, ne, zdaj letos jih bo verjetno spet nekaj čez 8000, to bo število transakcij spet zraslo za nekih 15%, cene bojo pa sigurno vsaj 3 do 4% nad inflacijo zrasle. To pomeni, da bo zrasle za 6-7%. Pa recimo, kdo največkrat kupuje stanovanje, ker seveda pač ne kupujejo vsi, ampak recimo do 300 000 evrov. A so to mlade družine, a so to posamezniki, kar meni je zelo zanimivo, ne se bo pa še zataknila, ampak če pogledamo kreditno sposobnost nekoga s povprečno plačo, niti blizu ne pride temu, da bi si lahko privoščil še za 200 000 evrov, kaj šele za 300. Tako da kdo recimo v vaši agenciji, pač kdo največ povprašuje, katera skupina? To so največ. A tudi kaj podedujejo recimo od denarja, pa da zaradi tega, ali kako, to me malo zanima, kako imamo take cene v bistvu v mestu oziroma državi, kjer je povprečna plača 1500 evrov neto. Ja, mislim, če bi gledali vizavi plač, to bi rekla, da je mogoče, ne? Ja. Da sploh ljudi lahko jih kupijo, ne? Ampak po drugi strani pa imamo sam uradno na računih v slovenskih bankah, Slovenci skoraj 30 milijard. Ampak je pa res, da ima, to sem videla ta podatek, ampak je ogromen del ljudi, ki imajo recimo ful veliko vsoto, zdaj ne vem točnih številk, pole pa večina Slovencev pa nima niti 10 000 evrov. Ja, ampak to v denarju na računih v bankah. Torej, cena je, da je tega denarja 2 do 3-krat toliko. Še enkrat toliko je verjetno na črno, ali skozi podjetja, ali v cashu, ali v delnicah, ali v kriptu. Tako da denarja je res velik. Torej, če govorimo, da v Sloveniji verjetno neka ocena je, da okoli 100 milijard imamo Slovenci ali v denarju, ali v delnicah, ali v kriptu, ali v gotovini. To je res veliko. Tako da, in tega je skozi več. Ta vsota skozi raste, tako tudi zaradi tega se cene dodatno še malo dražijo. Drugače pa kupci so, več ali manj so to družine, torej velika večina, recimo, saj naših kupcev, pa tudi nasploh, so družine. Ni rečeno, da so nujno mlade, so lahko tam do 40 let stari, 45 tudi, ne. Eni menjajo, eni se želijo novogradnjo, veliko ljudi še zmeraj živi pri starših, pa te kupujejo. Večina jih seveda kupuje na kredit, velika večina, ne, to je recimo 2/3 je na kredit, ampak kredita je recimo polovica. To pomeni, nekako zberejo teh 150 tisoč zberejo, ne. To so verjetno prihranki, verjetno jim starši pomagajo, verjetno so dediščine, vse živa po mojem, kombinacija vsega, ne. In v veliki meri sta oba kreditojemalca, če sta partnerja ali pa mož pa žena, ne, sta dva kreditojemalca ali pa en drugemu poroka, ne. Tako da ja, vse se zbere, pač vzamejo 150-200 evrov kredita, ponavadi 100-150 je svojega. In ni videti, da bi tukaj bil kakšen problem, tudi banke prevsej dajo kredit, kakšni se malo matrajo, kakšni malo manj, kakšni malo bolj, ampak ja, trg lepo, normalno laufa, no, tak, veliko poprečno, evropsko razmerje, recimo kreditov, brez kreditov,
Meni se zdi polovica v bistvu samo z lastno udeležbo kar visoko. V bistvu, to sem kar presenečena, ker mediji spet pač malo drugačne informacije pišejo, se mi zdi zelo pogosto. No? Pa še eno vprašanje. Mene je kakšno leto nazaj me je kontaktiral moj sovrstnik in me je vprašal, če ne stanovanje kup zdaj ali ne počaka par let, da bodo cene spet upadle. Jaz mislim, da je imel on v mislih cene iz leta 2012, kar vemo, da ne bo več. Cene padle sigurno ne bodo. Ampak zakaj ti misliš, da ne bodo padle? Zakaj si toliko prepričan, da ne bo niti male korekcije, recimo? Edino ena korekcija na trgu je bila takrat leta 2008, 2010, 2011 recimo. Tista je bila res vse svetovna velika gospodarska kriza. In tudi tega lahko pride in takrat bi cene padle, ampak cene takrat pada za en let, dve mogoče, tri, pa zmeri rastejo. Ne? Tako da, če bi gledali recimo graf rasti cen v Sloveniji ali pa v Ameriki ali pa v Evropi ali pa če bi gledal isti graf rasti delnic, je približno, so isti grafi, vse gre na gor. Tako da, če gledamo na 10-letno obdobje, cene rastejo. In cene rastejo pa nepremičninah veliko več kot je inflacija. Ne, nepremičnine so bolj kvalitetne, so boljše, ljudje več služimo, ne, in pač to poganja rast. Tako da zadnjih 100 let, če gledamo kjerkoli državo na svetu, kakšni veliki razlik ni. A se ti zdi, da je pri nas rast cen tudi zato, ker Slovenci zelo radi investiramo tudi v nepremičnine? Se mi zdi, da poleg zlata, verjetno ne samo Slovenci, no, ampak tudi Slovenci imamo zelo radi nepremičnine kot investicijsko kategorijo. Se ti zdi, da to tudi prispeva? Nas je recimo smešno to, da mi smo res zaljubljeni v nepremičnine, Slovenci, in smo res tudi med največjimi lastniki. Torej, tudi veliko nas ima drugo, tretjo nepremičnino. Ne? To je res redkost. Po tej razmerju smo zelo bogati. Po drugi strani pa recimo, če pogledamo najemnine, so po Sloveniji, če gledamo najemnino v procentu od vrednosti stanovanja ali pa hiše, so v bistvu nižje kot v Evropi. Ne, torej, v večini evropskih držav, pa tudi v Ameriki, bi ti vzel ceno vrednost nepremičnine, bi to delil tam nekje z 200 in bi dobil najemnino. To bi bila najemnina, 1/2 vrednosti ali manj. Ne, pri nas je pa še dosti manj. To vem, pri nas bi najemnine mogli biti celo večje, kot so, pa kljub temu so zdaj že zelo visoke, glede na vrednost teh nepremičnin. Tako da po tej logiki, ker so najemnine v bistvu zelo poceni proti vrednosti stanovanja, bi bilo logično pri nas, da bi vsi bili najemniki. Ker se ti ne splača biti lastnik, če gledaš čisto finančno. Ti pri nas si lahko pač najemnik in bi ti zapravil v najemninah za vrednost tega stanovanja, pa še gledaš, da moraš kredit plačevati z obrestmi, bi rabil 60, 70, 80 let. Torej se ti ga ne splača kupiti. Če bi gledal čisto matematično, boljš biti najemnik. Sam, ker je najemni trg relativno slabo urejen, tudi najemniki niso zaščiteni, niti najemodajalci niso dobro zaščiteni, je pač res tak čuden trg, ljudje raj kupijo. Plus, da hočejo kupiti in v glavi imajo, da morajo kupiti, da moraš biti lastnik. Dober občutek. Tudi si vedno lažje biti lastnik. Sej, v tujini si lastnik, če si bogat. Pri nas so skoraj vsi lastniki, pa se nimajo za bogate. Torej, če bi nek tujec, tukaj pač pol ljudi, ali več kot pol je lastnikov nepremičnin, bi rekel, in tudi vi ste pa vsi res bogati. Se nimamo za to. V tujini je lastništvo, in to večina Slovencev je lastnikov že brez kredita, recimo že pri 50-60 letih, to je v tujini redkost. Takrat so mogoče do pol plačali nepremičnino, pri nas pa že celo. Tako da pri nas je pač to je pač en trend, že iz časov komunizma, da si pač hitro bil lahko lastnik in vsi mislijo, da morajo biti lastniki in si to želijo. In pač dajo velik del svojih dohodkov v to nepremičnino. Sej, če si lastnik, nič narobe, pač življenje je lažje. Ko smo se o najemih pogovarjala, zdaj veliko ljudi seveda pač je v stiski, zato ker če pogledamo povprečno plačo, bi za neko povprečno stanovanje enosobno do 50 kvadratnih metrov odšteli več kot polovico svoje plače urejati stroške. To je pač ogromen. In zdaj vlada je napovedala gradnjo, mislim, da 20.000 javnih najemnih stanovanj, v katero ne bi vložila koliko 100 milijonov. Mi da smo to že komentirala in ti si rekel, da misliš, da ta načrt ne bo glih efektiven pri reševanju našega stanovanjskega trga. A bi povedal, zakaj se ti tako zdi? Pa ne, se to nič novega ni, to je zdaj pač bolj medijski spin. Sej pač ta stanovanja se gradijo že skozi, to ni, da bi zdaj kar začeli graditi, prej pa niso.
Tudi vsa ta stanovanja bojo zgradili stanovanjski skladi v Sloveniji, to so pač mestni skladi ali pa občinski skladi oziroma državni skladi. To se je že skozi zgradili, to ni nekaj novega. To so pač najemniška stanovanja, ki so po celi Sloveniji, jaz sem prepričan, da jih ne bo 2000, mogoče da jih bo 1000, ne. To niti ni veliko, to je ena majhna številka, ne. To je pač, če gledamo, da vsak let se rodi recimo okoli 17 000 ljudi, ne. To pomeni, da je to recimo 8-9 tisoč družin bo iz tega ratalo, ne. Teh bo pa 1000 najemniških stanovanj. Je sigurno boljše kot nič, če je dobrodošlo, da se to dela, ne. Se to vsaka država dela, to ni nekaj novega, ne, ampak kakšnega blaznega vpliva to ne bo na trg imel, ker to se že dogaja. Torej, to nič novega ni. Vsak let je Republiški stanovanjski sklad, pa sklad mesta Ljubljane, pa Novega mesta, so te stanovanja trg dajali. Tudi vse te, ko celo politiki režejo te trakce teh novih stanovanj, zdaj ta stanovanja so se začela graditi 5 let nazaj, ne, tako da to ni nekaj. Pa tudi birokracijo si omenjal, ne, da je tudi to zelo velika ovira. Ja, za tega so tudi cene tako visoke, ne, pa nas, recimo, meni je smešno, ko ljudje pravijo, vse imamo take cene stanovanj kot v Nemčiji ali pa v Avstriji, ne. Vse drugače ne more biti, ne, saj večji del stanovanja ali pa hiše je strošek materialov, ne. Strošek dela je manjši del, ne. Zdaj plače pa nas so malo nižje, zato je tudi strošek dela malček nižji, ampak ni bistveno. Strošek gradnje je pa isti kot v Avstriji ali pa Nemčiji, tako da pri nas ne more biti nič cenejši. Ker pa so pri nas postopki, birokracija je toliko večja kot v Avstriji ali pa v Nemčiji, je gradnja toliko daljša, tako da recimo, če govorimo nekaj, da se en blok rečemo zgradi, bo to stanovanje pri nas celo dražje kot v Nemčiji ali pa v Avstriji, ker se gradi leto ali pa 2 več. To je pač strošek financiranja za investitorja. Potem v večini evropskih držav, tudi v Ameriki ali pa v Dubaju, je dovoljen, da kupec tega stanovanja financira gradnjo stanovanja, torej plačuje investitorju po delih. Ker pri nas to ni dovoljen. Sam načeloma se dogaja tudi to malo. Ja, uradno se ne sme. Torej ti daš lahko aro, razliko pa šele, ko je stanovanje končano. To pomeni, da spet stanovanje podražiš za cirka 15% za strošek financiranja. Torej tisto, ko gradi, mora cel čas sam financirati to, torej plačuje obresti in vse. In pač riziko je toliko večji, ne. Tako da pri nas stanovanja ironično bodo dražja malo, če že niso zdaj kot v Avstriji pa Nemčiji, plače pa zmeri pol nižje. Madonca. Tako da ne bo sam koliko bistveno spremenilo. Že dobrega, ne čakamo generacijo. Ja, tako je, ja. Mislim, da bo v sorazmerju približno toliko plač, ko je zdaj, jih bomo tudi rabili čez 10 let za stanovanje, torej se ne bo poslabšalo, ne. Tako kot zdaj bo, ne, saj tudi zmeri si ti rabil 200 plač, ne, da si zgradil na hišo ali pa stanovanje. V starih časih ni bilo dosti drugače. Ja, sem te hotel vprašati, v bistvu, seveda te ne bom po letih vprašala, no, ampak mička starejši si od mene. Kako je bilo, ko si ti reševal prvo stanovanjsko vprašanje? Si imel tudi toliko težav, ker meni se zdi, da moja generacija se zelo s težavami sooča, hkrati sem se pogovarjala z mojim bivšim sodelavcem, ki je star okrog 40, pa je tudi rekel, da oni so se lih isto matrali in tudi njemu je recimo mama dala polovico denarja, da se je potem lahko pri 28 kupil stanovanja, ne. Ja, mislim, ni kakšne blazne razlike. Jaz, ko sem se zelo zgodaj že odselil doma, pa sem najel stanovanje že tam pri 22. Tako takrat se spomnim, da sem dal 350 mark. To bi bilo recimo isto, kot bi danes rekel, 500 evrov do garsonjerca. Isto pač, jaz sem bil takrat privatnik, pač me je bilo to lažje, ampak valjda od mojih prijateljev sem ben tega ni mogel privoščiti, ker pač večina takrat, če še študirala, pa tudi če sem imel plače, se nisem mogel tega privoščiti. Torej v sorazmerju na povprečno plačo je najemnina bila približno ista. To pomeni, če si bil sam, pa če si bil nekaj minimalca, ne takrat, ne zdaj nisi mogel najeti neko normalno stanovanje, ne. Približno isto, jaz mislim, da sam se zdaj bolj, bom rekel, pod rekvajem malo bolj joka v Sloveniji, ne. Zmeri so ljudje garali, ljudje so zmeri hodili v službe, 8 ur, 9 ur, pa so popoldanke fušali, delali in so mogli 10-15 let šparati, da so imeli za polog, za stanovanje, pa so ga kupili na kredit, ne. Razlika je samo bila, da pač v času Jugoslavije je bilo nekaj teh družbenih stanovanj, pa so ljudje lažje v teh stanovanj prišli, ne, ampak to je bilo one-off, ta puf še zdaj deloma plačujemo, ne, tako da to država ne more skozi stanovanje. Mislim, rešitev bi bila, recimo, da bi država pač gradila še več stanovanj, pa jih ljudem dajala, ampak tudi do neke točke pač prideš tam komno, moraš vsem dati stanovanja, ne, nobena država ni toliko bogata, ne. In po celem svetu se nekako cel življenje ljudje ukvarjajo z odplačevanjem svoje nepremičnine, ne, tako da
To ni nek unikum v Sloveniji, da bi rekli, da tukaj kaj težje pridemo do stanovanj kot v Ameriki. Ne. Veliko celo lažje, no. Tukaj se nam zdi, da pridemo težko, ampak tako je po celem svetu. Ne. Zdaj, če se še malo prodajalcev dotaknemo, prej sva rekla, da imajo mogoče malo nerealistična pričakovanja in jaz sem šla pred snemanjem te epizode, kaj pa je tole? Ne, to pa ne bo šlo, malo me je obiskala. Pred snemanjem te epizode sem šla na portale za oglase nepremičnin in en oglas mi je še posebej izstopil in sicer je bilo stanovanje dvosobno, 59 kvadratnih metrov bruto, obnovljeno leta 2005, cena je bila 315 tisoč evrov, kar pomeni približno 5300 evrov na kvadratni meter, pa brez parkirišča, seveda, ne? Da ne bo pomote. Mene zanima, a se taka stanovanja sploh res prodajajo po takih cenah? Ja, nažalost ja, take cene so. A zato, ker ni dosti ponudb za tak tip stanovanj? Ja. Toliko malo, da pač ljudje, danes, če bi iskali dvosobna stanovanja, recimo za 300 pa nekaj tisoč, jih je verjeten, da jih je mogoče na 100, jih je na trgu, ne? Kupcev je pa sigurno 300, ne? Tako da tisto, ko hoče kupiti, ko se mu mudi, ga bo pač kupil, ne glede na višjo ceno. Mi smo recimo zdaj prodali kot zanimivost v Marini Izola, je pač ta poslovna zgradba, ki je gor so stanovanja in tam je en hotel za stanovanje, 42 kvadratnih metrov, sicer lepo opremljeno stanovanje, res balkonček, pogled na morje, lepši stanovanj v Izoli, je nastavil ceno 520 tisoč. To se mi skoraj žal smo rekli, da je to 12 tisoč kvadratni meter, ne. Prodal se je zdaj, in to hitro, v 2 mesecih, se je prodal za 465. Torej 11 tisoč evrov kvadratni meter. Zelo drago. Rabljeno stanovanje. Ampak je pa res, da tukaj verjetno veliko vlogo igra mikrolokacija, ker tukaj niti mikrolokacija ni bila tako dobra, nekje v Črnučah. To meni se zdi, da to ni neka zelo iskana mikrolokacija, no? Mislim, cela Ljubljana je v bistvu dobra mikrolokacija, ne. Moramo vedeti, Ljubljana je majhno mesto, ne, to praktično kjerkoli si v Ljubljani prideš peš lahko kamorkoli v eni uri, uri in pol peš, ne. Tako da praktično cela Ljubljana znotraj ringa je dobra lokacija, ne, in zaželena lokacija. Za Ljubljančane in tudi ostale Slovence, ne, in tudi tujce, če tujc pride delati v Slovenijo, ne, razen Ljubljane je vse skupaj v bistvu, nekaj vse skupaj meji, Ljubljana je mejhna v bistvu. Ja, res je, ja. A pa se ti zdi, da so prodajalci zadnja leta imajo višja pričakovanja in da so manj prilagodljivi kakor prej? Ker se mi zdi nekako, ker jaz recimo pa opažam, da so ene cene na spletnih portalih, ampak da izmeri recimo se prodaja za ene 5% manj v resnici, ne? Ampak potem se mi pa zdi, da je veliko prodajalcev takih, ki se nočejo prilagoditi, ampak res niti za 500 evrov. Da je res tak ekstrem. Tam do 5% vsi spustijo ceno na koncu, če ni kupca. Štartajo z neko ceno, ki je že v štartu 5% višja, kot je realna ali pa kot bijo, da morajo dobiti. In po parih mesecih tudi mi pač prepričamo, da ceno znižajo. Se načeloma vse se proda. Če je cena normalna, vse prodaš. Ampak če je cena normalna, recimo, pardon, en intervencijo, ker tale stanovanje, ki sem ga jaz omenila, je skoraj 1000 evrov nad povprečjem slovenskim, oziroma ljubljanskim za rabljena stanovanja. Pa res ni bil nič posebnega. Ja. Zdaj, če je stanovanje dosti lepo, pa manjše, to se skoraj sigurno proda. A je kakšna meja recimo cenovna, do kje se vse skoraj proda, do kje pa pač je treba malo prilagoditi? Ja, torej zgornja meja je ne glede na velikost, kvaliteto, če govorijo pri stanovanjih, je nekje meja tam do 450, se zelo hitro prodajo. Na 450 je pa zelo malo kupcev. Tako da velika večina slovenskih kupcev pri stanovanjih ne da več kot 450, to je v Ljubljani, izven Ljubljane pa še nek 20% manj. Pri hišah je pa nekje zgornja meja, tam nekje okoli 500, 550. In do teh številk se da relativno hitro prodati. Nad to pa zelo težko. Tudi recimo, mi imamo hiše v ponudbi, ki so dejansko, vemo, da je kupec, prodajalec za to hišo porabil 1 milijon evrov. To, kaj je stala gradnja, torej govorimo, res pa če ima hiša 400 kvadratov pa bazen. Torej 1 milijon evrov je on zapravil, plus še zemlja nekje vredna, ne? Težko najdeš kupca. Torej, kljub temu, da on dejansko to hišo prodaja fejs pod gradbeno vrednostjo. Ta stanovanja, ko govorimo, so fejs nad gradbeno vrednostjo. Ne? To so neke absolutne številke. Torej, velika večina Slovencev, če rečemo na grobo, živi v nepremičninah, ki so vredne manj kot pol milijona. Tako da to, kar se oglašuje nad pol milijona, je redkost. Teh recimo transakcij nad milijon
je v Sloveniji mogoče 5 na let, ne? Tako da vsi mislijo, da bom dobil milijon. Težko ga dobiš, takih transakcij je 5, 6, 7, 10 mogoče zdaj na leto teh transakcij, tako da spet niso take absurdne cene. Do 400, 500 jurjev se pa ja, to se pač prodaja. Jaz sem bila pred kratkim na konferenci Expo Real v Nemčiji in tam je bila tudi neka nizozemska ministrica in ona je v bistvu povedala, kakšne ukrepe imajo oni na Nizozemskem. In sicer pri njih mora biti, če sem prav razumela, 2/3 nepremičnin mora biti cenovno dostopnih, pa pri tem so zelo natančno definirali, kaj je cenovno dostopno. Potem imajo pa pri najemnih stanovanjih še točkovanje in v bistvu stanovanje dobi glede na lastnosti, ampak to so res take podrobnosti, ne vem, velikost umivalnika, material kavča, dobi točke in potem dobi glede na točke mejo, do toliko pa toliko, daš ti lahko ceno, nad to ceno ti ne smeš dati. Kaj si ti misliš o teh ukrepih? Mislim, tudi če bi pri nas bili ti ukrepi, ne, cene ne bi bile dosti drugačne, ker treba vedeti, da večina gradbincev... Greva razdeliti za najem, pa pač za nakup, kaj sva dve kategorije povedala. Torej, če gradi država, je to simpel, pač postavijo ceno, kako hočejo. Ne. Če pa gradi zasebnik, ne, večina teh investicij v novogradnje, take bloke, ko smo tukaj, so zaslužki relativno majhni. Vsi mislijo, da ne vem, koliko zaslužijo te gradbinci. Na koncu, ko vse stroške pokrijejo oni, pa vse te papirje, pa birokracija, pa 101 davek, ki je v Sloveniji, ne, dejansko ne ostane veliko. Mi poznamo te gradbince, tudi se iz njihovih bilanc vidi, ne služijo veliko. To vem, tudi če bi ne vem kaj naredili, če bi cene hoteli znižati na silo, se več kot 5, 6, 7% jih ne morejo znižati, pa ni zaslužka. Zakaj bi nekdo se matru pogradil, torej, ker lahko tudi zgubo naredi, ne, firmo ogroža, brez da bo kaj zaslužil. Smo v kapitalizmu ipak. Ne, tukaj, se to je bila zelo razprava. Niso kakšni veliki lufti, jih ni. Tudi vidimo, kot recimo, če država gradi, kot stanovanjski sklad, tukaj recimo, ko so gradili, so bile cene tam okoli 3,5 kvadratni meter, pri nič zaslužka. Torej pa država dobi ogromno zemljišče, ga že ima odprej, recimo, pa gleda samo na strošek gradnje. Ni, take cene, ko so na trgu, približno zdaj v Sloveniji, so približno isto, kot so v Avstriji ali pa Nemčiji, toliko stane gradnja. Ti ne moreš upoštevaš, torej, da moraš zemljo kupiti, pa moraš plačati vse davke, komunalni prispevki. Recimo, komunalni prispevki je v Sloveniji relativno visok, višji kot v drugih državah. Vsi stroški priklopov na elektriko, to vse stane, pa na to, vsak ta priklop je res zelo drag. Potem sam postopek ti, ko kupaš neko zemljišče, pa da jo postaviš, pa noter dobiš plačano za to, ne? To je potem, ko se kupac izmišljuje, kar hoče, pa stokrat hoče, da se to pa to odpravi, te napake v stanovanju, ne? To mora nekdo financirati. Ne? Torej, če ne dela svojim denarjem, dela z denarjem od banke. Krediti so danes 5-6% lahko vredni, ne? Ti moraš pa še nad tem zaslužiti. Tako da niti ni toliko lufta. Take so cene pač. Gradnja toliko stane, zaslužek investitorja je tistih 15-20%, kar je čist nekaj normalnega. Ne? In to je to. Tako da tukaj cene ne more država bistveno znižati. Lahko pač gradi kot zdaj, pa daje neko neprofitno najemnino, ali pa če gre še malo v svojo škodo. Ja. To tudi delajo zdaj, ne? Vse nič narobe, to je prav, da se do neke mere dela to, ampak tega spet ne bojo mogli toliko narediti. Ne? Tako da, pa tudi te najemniška stanovanja, ki jih gradijo, pa dajo najem poceni, za določene ljudi je tudi to stanovanje ali predrago, oziroma hoče biti lastniki. Tako da tudi to ne bo rešilo vsega. Če zmeri bo ljudje hoteli biti lastniki svojega stanovanja. Če potegneva, se ti ne zdi to ustrezna rešitev, to za slovenski trg, kar imajo recimo na Nizozemskem? Bi bilo zelo težko izvedljivo. Razen če bi država sama gradila in tudi to, kar gradi, je cenejše. Ampak ker ne bo mogla toliko zgraditi, ne? Mi moramo vedeti, v Sloveniji bo večji problem rato recimo čez 10-15 let, ker pri nas se ne ruši starih zgradb. Pa ne obnavlja. Ja, tudi obnova je premalo. Torej v večina evropskih držav, razvitih držav, se te zgradbe na obrobju mest, ki so enkrat stare 50, 60, 70 let, se jih poruši. Torej se ruši zgradba in gradi nova, večja, boljša. Ja, en zanimiv podatek, v bistvu glede na GURS, mislim, da je povprečno rabljeno stanovanje v Sloveniji starejše od 50 let. Ja. In v bistvu ta številka, jaz sem šla pogledat za 10 let, ta številka se skoraj nič ne spreminja, oziroma mislim, da se je še celo en let vmes malo postaral. Torej, to je malo zaskrbljujoč podatek. In v tujini tudi, ko se postara zgradba, se jo poruši, pa večjo zgradi. Ker je tudi zakonsko to urejeno. Se lahko predstavljava slovensko logiko, ne? Prideš v en blok, tam je 50 stanovanj, ne? Da boš pa ti vse prepričal,
da to treba porušiti. To bo rekel, to je Vsa pač sreča. potresno nevarno, to, vsaj 30 se bojo najdel, bo rekel, ne, mrtev ne bom šel ven z tega stanovanja, dokler me ne avto Že naredi, ne. zato, kar moj sosed rekel. Ja, in takrat bo ta problem. Torej, ko bojo te zgradbe stare 100 let in ti ljudje ne bojo hoteli razumeti, da pač on živi v grdi, stari zgradbi, nevarni, da pač, ko bo to pač se porušalo, bo dobil denarja, ne, pač tisto, ko bo nekaj tam gradil, mu bo ponudil za tam mogoče za 1/4 kvadratnih metrov. On bo živel na 50 kvadratih, on se ne bo hotel spoprijazniti, da bo dobil denarja dovolj za 12-15 kvadratov. Ampak na neki točki bo treba to delati. Ne? To je večja nevarnost pri nas. Torej, to, kar se je gradil takoj recimo po drugi svetovni vojni, ne? Te zgradbe po mojem bojo varne še mogoče 10, 15, 20 let, ne? In teh je veliko, to bo treba začeti rušiti. In te ljudi pripraviti na to, da pač, ko se bo to rušilo, bo on dobil samo vrednost tega zemljišča. Ne, takrat bo ta stanovanje pa veliko manj vreden, kot si pa on v glavi, da je vreden. Ne, tudi danes je zelo riskantno kupovati res stara stanovanja. Tega zelo premalo zavedajo. Ljudje danes dajo po 4000 evrov, smo prej ugotovili, ali več. 5300. Za stanovanja v starih zgradbah, starih 60, 70 let. Jaz bi rekel, da so nori, mislim, mi pač kot posredniki in pač smo pač med kupcem in prodajalcem, ampak bi se mogli predvsem kupci zavedati, kaj pomeni ta starost. Torej, bi mogli biti zelo previdni. Ja, da 6-7 tisoč evrov za nov stanovanje, bi jaz rekel, je zelo ugodno proti unmu, ko da 4500 za staro stanovanje. Torej, stara so predraga, vizavi novim. Ne, to je pač na kupcih, da se pač tega zavedajo in pri starih bi mogli res se bolj pogajati o ceni. Ne. Je tukaj za zanimivost v bistvu povprečna cena novogradenj, torej novih stanovanj v Ljubljani, glede na Gurs je pa 6000 evrov na kvadratni meter. Torej 1500 evrov več od starega. Ja, ni spet toliko ogromna razlika. Ne. Za novogradnje, kot sem rekel, so cene čisto realne, ker take so. Tudi investitor ne more dosti cena izgraditi z nekim zaslužkom. Ne. Za rabljene so pa predrage. In rabljene so predrage, ker jih je premalo. Zdaj, počasi se približujeva zaključku, tako da bova par nasvetov še podarila za različne kategorije. Najprej en zelo konkreten primer. Jaz poznam enega fanta, star je 28 let, plačal ima tam nekaj 1800 evrov neto. In pri šparanih ima pa 10 000 evrov. Kaj bi ti njemu svetoval? A ne gre v najem, a je sploh, mislim, v Ljubljani, a sploh lahko kaj dobi, a ne sploh gleda v Ljubljani, kaj ne naredi v tem trenutku, a ne sploh zdaj kupa, ne najema, kaj bi mu ti svetoval? Ja, mislim, če najbolj dobromeren nasvet. Če je sam, ne, pri 1800 evrih je lahko samo najemnik v bistvu, težko bo kupil, ne. Torej, naj počaka na partnerja, ne, na partnerko, ne, da bo ta skupaj kaj kupila. Sigurno, ne, zdaj tako, kot sem rekel, finančno, če gledaš čisto pragmatično, pa da hočeš dobro živeti, da živiš za danes, najcenejši biti najemnik. Rečemo, da ga sta dva, fant pa punca, mož pa žena, ne, pa da imata vsak 1800 evrov, recimo, ne, to je 3600. Če gledaš za life, je to najboljš najet. Ampak zdaj problem, kaj izmeri več samskih, ne? Krasen, no, tam je pa malo težji. Ja, to je pa težko, malo dražji pol, ja. V garsonjerca. Ja, pa garsonjerca. Je sigurno boljš živeti kot najemnik. Več boš imel life-a. Če pa res en gleda na dolgoročno, pa da hoče biti varen, ja, je dobro kupiti, ampak to pomeni, da je to 15 let šparanja, pa še nekaj treba starše na kur, da mu kaj pomagajo, ne. Pa kupiti nekaj, predvsem v štartu kupiti nekaj mičkega. Ljudje že prehitro razmišljajo o to velikem. Kupaš nekaj ta najmanjšega na obrobju Ljubljane, ne. Tam je dosti cenejši. Mi smo prodajali zdaj Dvore Vransko, to je dobesedno manj kot pol ure iz Ljubljane, ne. Tam so lepa dvosobna stanovanja, 50-60 kvadratov po 250 evrov, ne. 240, tudi 220 recimo. Tudi po 200 so bile ta manjša, ne. Za pol ure vožnje. Vsak se mora oceniti. Ja, tukaj se voziš v gužvi službe, klele v Ljubljani že, ne? Gužva je samo ob 8. Zdaj, večina ljudi bi se lahko z delodajalcem zmenili, tudi če so zaposleni, da ne hodi v špicah, ne. Ne vem, tudi meni še danes ni jasno, zakaj vsi se vozijo točno v 8 službo. Ne, to je pač, se mora človek toliko potruditi malo, če je izven Ljubljane, ne, da prepriča svojega delodajalca, ali pa če sam privatnik, da pač ne hodiš v teh urah. Gužva je samo 2krat na dan po 1 uro. Starih 22 ur ni gužve. Ne, zdaj pol ure vožnje. Je lahko razlika 100-200 evrov. Vsak se mora oceniti, valjda, če pač denarja neomejeno, je idealno kupiti lepo novo stanovanje v centru Ljubljane, ne. Ja.
Je pa res, da najemnine so, kot sem rekel, še zmeri zelo ugodne glede na vrednosti nepremičnine. V tujini so dražje. To verjamem, sam, kad ti pogledaš, koliko daš svoje plače, te pa kar zaboli, ne. Se pravim, recimo pri mojih letih imajo ljudje tako mogoče 1500 evrov neto, ne, 1600, 700. Ja, mislim, poprečje je že 1800 skoraj, ne, v Sloveniji, Pa ne dobijo to, kot recimo mladi ljudje še Ja, vse. mlajši dobijo manj, ja. Ja, ja. Ja. Ampak ja, v glavnem, če povzamemo na svet najem, pa ne pretiravati s tem željami, to pride kasneje. Jaz ne bi hitel, Nek nadstandard pride kasneje. Jaz bi tako rekel, če bi jaz svetoval, ne, mladim, ne, lastniško stanovanje ne rabiš, preden nimaš otroke stare vsaj 2 let, ne, da takrat si komot lahko najemnik, ne. Pa malo pač pri starših, dokler si lahko, ne, pa šparaš vmes, ne. Nepotrebno je hiteti po teh dobrinah, ne, tudi stanovanje je neka dobrina, ne. Ja. Preveč hočejo vsi prehiter imeti, ne, in tudi isto velja za stanovanje, ne. Pač to je luksus, imeti lastniško stanovanje je po celem svetu, ne samo za Slovence, za Američane, bogate, za Švicarje, to je luksus in to se ljudje morajo zavedati. Ne moreš kar takoj biti mlad, pa kar biti že bogat, pa imeti že takoj Bentleyja v luksus. spredju. Ja, tako nekako, ja. Kaj bi pa na današnjem trgu svetoval kupcem pa prodajalcem? Torej, generalno pač, če si lastnik danes nepremičnine, če jo pač ne rabiš, se še zmeraj splača oddajati, ne, ker to pomeni donosnost, kot smo prej rekla, od oddajanja je sicer nižja kot v tujini, je samo pri nas je okoli 4% recimo, ne, ampak ker cene še kar lepo rastejo, ne, rečemo, da rastejo vsaj 3-4% nad inflacijo, še zmeraj donosnost z najemnino in z rastjo cen okoli 8%, to je, če pač imaš nepremičnino mejo, in to še zmeraj zelo varna naložba, ne, mogoče bolj varna kot delnice ali pa kaj drugega, ne. Če pa kupuješ nepremičnino, ne, se pa treba res potruditi pa zamisliti, kaj kupiti, kdaj kupiti, ker cene so visoke, kot sva rekla, ne. Tudi obrestna mera, kljub temu, da je zdaj zelo ugodna, ne, svetovno je še zmeraj velik del kupnine bojo obrestne mere. Če kupuješ ti danes recimo stanovanje na 30 let, ne, bo skoraj še enkrat toliko dal za obresti kot glavnice. Pustimo, da inflacija to požre, ampak. Tako da res bi mogli vsak, preden se odloči za nakup stanovanja, res fejst premisliti, kaj rab, koliko denarja ima, kakšne dohodke v naslednjih parih letih, ne. Biti previden, ker to je ogromen denarja, ne, to je več kot pol plače, recimo, kakšen lahko da za to nepremičnino, ne, tako da previdnost, Seveda. premislek, ne. Kaj pa, če bo kakšen nepremičninski posrednik poslušal, imaš kakšne nasvete in napotke še za nepremičninske posrednike? Ja, mislim, nepremičninski posredniki v Sloveniji nas je tam čez 1000, ne. Že kar veliko. Kar veliko, ne. To je še zmeraj krasen poklic, ne. Tukaj to je, bom rekel, naši posredniki, recimo, največja, bom rekel, boniteta biti posrednik je, da si sam sebi lahko svoj čas določaš, ne. Tako naši posredniki dobro služijo, ampak so hkrati še zmeraj zelo veliko frej. Torej, kadar delajo dobro, velika tudi morajo sobote, nedelje delati popoldan, zvečer, ne. Si pa lahko tudi 2-3 mesece na leto vzamejo, ne, tako da to je še zmeraj krasen poklic, ne. Dober work-life balance je dober, v glavnem. Tako, Super. ja. Hvala, da ste bili danes z nami in se poslušamo v naslednji epizodi.